Pisalo se je leto 1952, ko se je v zdravstvo uvedlo družbeno upravljanje. Ustanovljen je bil okrajni zdravstveni dom Kranj za območje Kranja, Tržiča in Škofje Loke. 7 let kasneje se je zdravstveni dom Kranj lahko že pohvalil s 5 splošnimi ambulantami, šolskim in otroškim dispanzerjem, z oddelkom za otorinolaringologijo in internim oddelkom, okulistično in ortopedsko ambulanto, ATD dispanzerjem in dispanzerjem za žene, organizirana pa je bila tudi dežurna ambulanta. Obenem je imel zdravstveni dom Kranj tudi enega izmed najbolj modernih laboratorijev v Sloveniji. Skozi leta in pod taktirkami različnih direktorjev, Cofa, Zavrnika, Pirca, Petriča, Paternostra, Štularja in v zadnjih letih Žura, je zdravstveni dom Kranj širil svoje zmogljivosti in leta 1973 dobil svoj prvi prizidek, leta 2006 pa drugega. Vodstvo je ves čas skrbelo za dobro počutje tako zaposlenih kot bolnikov, zato so se sistematično lotili obnove stare zgradbe, jo energetsko in toplotno sanirali ter prilagodili prostore modernim standardom. Danes zdravstveni dom Kranj s 404 zaposlenimi velja za eno izmed večjih in bolj naprednih zdravstvenih ustanov na primarnem nivoju v Sloveniji. Zdravstveni dom Kranj na tej lokaciji že 60 let skrbi za zdravje in boljše počutje ljudi. Trudimo se delati strokovno, kakovostno ter slediti vsem novim smernicam na področju zdravstva. V zadnjih 10 letih je občutno naraslo število obravnav v ambulanti nujne medicinske pomoči, kot tudi število nujnih intervencij. Za kar 110% se je povečal obseg neodložljivih hišnih obiskov, za 40% pa je naraslo število prepeljanih pacientov. V preteklem letu je bilo tako opravljenih več kot 1300 intervencij, v ambulanti nujne medicinske pomoči je bilo pregledanih 31.000 pacientov, opravljenih skoraj 1800 hišnih obiskov in 350 mrliških ogledov. V ambulanti nujne medicinske pomoči sta prisotna 2 zdravnika, en urgentni in en dežurni, med vikendi in prazniki pa preko dneva tudi pediater. 24 ur na dan sta prisotni 2 medicinski sestri, 4 reševalci, preko dneva pa še 2 reševalca za ekipo NRV in 2 voznika sanitetnih vozil. Zdravstveni dom Kranj se obenem lahko pohvali z izjemno modernim računalniškim sistemom za vnašanje intervencij, za katerega smo kot soustvarjalec dobili tudi zlato priznanje za inovativnost na Gospodarski zbornici. Sistem deluje po principu, da se vse intervencije sproti vnaša v tablice, zaradi česar zdravstveni dom Kranj s svojo ambulanto nujne medicinske pomoči velja za enega izmed bolj naprednih v Sloveniji. Prav tako je oprema vrhunska in nudi vso potrebno oskrbo za oskrbovance na terenu. Zobozdravstvena dejavnost na primarnem nivoju zajema zobozdravstveno oskrbo otrok in mladostnikov ter zobozdravstveno varstvo odraslih. Izvaja se tako na Zobni polikliniki Kranj, kot tudi v zunanjih dislociranih ambulantah za odrasle in v osnovnih šolah. Ker želimo uporabnikom nuditi res celostno oskrbo, so na voljo tudi specialistične zobozdravstvene dejavnosti. To so pedontologija, čeljustna ortopedija ter zobne bolezni in endodontija. V zdravstvenem domu Kranj je od leta 2012 dalje organizirana tudi dežurna zobozdravstvena ambulanta, ki deluje ob sobotah, nedeljah in praznikih med 8 in 13 uro v dežurni ambulanti Zobne poliklinike Kranj. Vanjo so vključeni vsi zobozdravniki, zaposleni v OZG in vsi zobozdravniki koncesionarji v Gorenjski regiji.
Služba družinske medicine Kranj pokriva področje, ki zajema več kot 80 000 prebivalcev. Pod okrilje zdravstvenega doma Kranj namreč sodi še področje občin Naklo, Šenčur, Preddvor, Cerklje in Jezersko. Zdravstveni dom Kranj se je v zadnjem desetletju soočil z izzivom uvedbe referenčnih ambulant kot ukvarjanja s preventivo, predvsem v smislu zgodnjih odkrivanj kroničnih bolnikov in preprečevanju posledic kroničnih bolezni. Kot eni izmed prvih smo aktivno pristopili k projektu, v zelo kratkem času pa uspeli skoraj vse ambulante družinske medicine nadgraditi z referenčno sestro. V zdravstvenem domu Kranj ima vsak zdravnik svojo ambulanto, ki je moderno urejena, skoraj povsod pa je priznana še referenčna ambulanta. Oprema prostorov je standardizirana, veliko pozornosti je namenjene izboljšavi informacijske podpore, obenem se skrbi tudi za implementacijo različnih programov, ki bi olajšali delo uporabnikom. Pred skoraj 10 leti smo kot eni prvih v Sloveniji digitalizirali rentgenski sistem in kupili nov moderen rentgenski aparat, prirejen za potrebe bolnikov v današnjem obdobju. V luči bolj racionalnega delovanja smo v letošnjem letu rentgenski oddelek združili z zobnim rentgenom. Dostopnost rentgenskega slikanja je preko celega dneva. Dispanzer za mentalno zdravje v zdravstvenem domu Kranj se že 50 let vključuje v neposredno delo z ljudmi. V njem zaposleni klinični psihologi, logopedi, specialni pedagogi, otroški psihiatri, medicinske sestre ne opravljamo samo svojega klasičnega ambulantnega dela ob pacientu, temveč skušamo delovati širše in povezovalno. Na nas se obračajo starši, otroci in mladostniki, šolske svetovalne službe, pediatri, centri za socialno delo, da skupaj z njimi premagujemo nastale krize in zdravstvene težave. Pri načrtovanju še boljše obravnave tako v razvojnem obdobju kot pri odraslih na Gorenjskem načrtujemo centre za duševno zdravje, kar naj bi še intenzivneje pomagalo k ustreznemu in trdnejšemu duševnemu zdravju na Gorenjskem. Na tak način bomo lažje delovali preventivno in še bolj preprečevali, kot pa zdravili. Trudimo se za kvalitetno mrežo pomoči posamezniku in družinam. V diagnostičnem laboratoriju zdravstvenega doma Kranj je 18 zaposlenih, od tega 3 administratorke, 10 tehnikov laboratorijske medicine, 3 inženirji laboratorijske biomedicine, 1 magister laboratorijske biomedicine, 1 specialist medicinske biokemije. Marca 2018 smo v rutinsko delo uvedli nov analitski sistem za biokemijo in imunokemijo. Z novim načinom dela smo optimizirali delovni proces. Pri svojem delu laboratorij sledi vsem strokovnim zahtevam za obvladovanje kontrole kakovosti predanalitične, analitične in poanalitične faze dela.
Uvajamo nove sisteme in kriterije za vrednotenje analitične izvedbe preiskav in na osnovi le-teh uvajamo izboljšave. Celotna vodstvena ekipa se trudi ustvarjati dobre delovne pogoje za delo in dobro počutje zaposlenih. Nenehno stremimo k tem, da izboljšujemo infrastrukturo zdravstvenega doma in omogočamo nenehno dodatno izobraževanje zaposlenih. Na ta način lahko sledimo najnovejšim strokovnim smernicam in našim uporabnikom omogočamo čim lažji dostop do zdravstvenih storitev in kvalitetno strokovno obravnavo. V patronažni službi izvajamo kurativno dejavnost, torej dejavnost po naročilu pacientovega osebnega zdravnika, ki pa je v zadnjih letih zelo porastel zaradi številnih dejavnikov, kot je staranje prebivalstva, težnja po hitrem odpuščanju iz bolnišnic in slabih socialno-ekonomskih razmer. Vsaka patronažna sestra ima svoj službeni avtomobil. Imamo zadostno število modernih in kakovostnih aparatov, pripomočkov, ki jih uporabljamo pri vsakodnevnem delu, ter sodobne medicinske obloge in materijale v skladu s smernicami stroke. V zadnjih 10 letih je bilo na področju patronažne zdravstvene nege uvedenih nekaj novosti, ki jih je prinesel nov, sodoben pristop zdravljenja na terciarnem nivoju. Vse patronažne medicinske sestre imamo možnost dodatnega strokovnega izobraževanja. Center za krepitev zdravja združuje preventivne obravnave otrok, mladostnikov in odraslih, in sicer s področja ohranjanja in krepitve telesnega, duševnega in tudi socialnega zdravja. Različni profili strokovnjakov, od psihologov, kineziologov, dietetikov, fizioterapevtov, zdravnikov, farmacevtov, pa vse do medicinskih sester in babic, izvajajo individualna svetovanja, skupinske delavnice, predavanja, vadbe, testiranja telesne pripravljenosti in promocijo zdravega življenjskega sloga v lokalni skupnosti. S svojimi aktivnostmi vstopamo v preko 60 vrtcev, preko 40 osnovnih, srednjih in višjih šol, v številna društva, zavode in delovne organizacije. S svojim sloganom "Danes pa res začnem skrbeti zase" postajamo dobro prepoznan promotor zdravega življenjskega sloga med vsemi ciljnimi skupinami. Šolski dispanzer, v katerem se opravljajo sistematični preventivni pregledi, zajema vse osnovne in srednje šole na območju Kranja. V njem skrbijo tudi za vse bolne otroke od šolskih pa do konca študijskih dni. Trenutno je v otroškem dispanzerju 7 timov, to je 7 pediatrin, 8 diplomiranih in 4 srednje medicinske sestre. V primerjavi z letom 2010 je porast preventivnih pregledov kar 15-odstotna, medtem ko porast kurativnih kar 40-odstotna. V letu 2013 je prišlo do obnove celotnega otroškega dispanzerja in s tem smo dobili 5 pediatričnih ambulant. Okolje je postalo sodobnejše in bolj prijazno za uporabnika. S tem smo se približali boljšim in modernejšim standardom za dobro počutje otrok in staršev. Vsaka ambulanta je dobila svojo čakalnico, nad čemer so bili zelo navdušeni starši naših pacientov. Dobili smo popolnoma novo opremo, vsaka ambulanta ima sedaj svoj inhalator za dajanje zdravil.
Na voljo imamo tudi tekoči dušik, da lahko opravljamo krioterapijo in tako ni treba vseh pacientov pošiljati k dermatologu. Zdravstveni dom kot oblika zagotavljanja zdravstvenega varstva še zdaleč ni preživeta. Uporabnikom je blizu in prijazna. V zdravstvenem domu Kranj skrbimo za celotno populacijo, od rojstva do pozne starosti. Izvajamo pripravo na porod, spremljamo novorojenčke in odraščanje otrok, nudimo nujno zdravljenje in izvajamo presejanje oseb, ki se počutijo zdrave. Ključni dejavnik za strokovno delo so kadri. Brez dobrih zdravnikov, medicinskih sester, fizioterapevtov, laboratorijskih delavcev in drugih strokovnjakov ter osebja za podporo vsega dela ne bi zmogli. Pridobiti dober kader ni vedno lahko. Prilagajamo se valovanju na trgu dela in zaposlujemo najboljše strokovnjake, ki vidijo izziv pri delu v zdravstvenem domu Kranj. V zdravstvenem domu Kranj je zaposlenih 18 fizioterapevtov, v Kranju 12 in po 2 fizioterapevta v zunanjih enotah, v Cerkljah, Preddvoru in Stražišču. S tem smo storitve približali uporabnikom na terenu. Izvajamo fizioterapevtski program za navadne in specialne fizioterapevtske obravnave, ki zajemajo področje manualne terapije zahtevanih okvar mišično-skeletnega sistema, obravnave limfedema in nevrofizioterapije. V oddelku smo v zadnjih 10 letih uspešno sledili razvoju naše stroke. Vse enote smo v celoti opremili z novo sodobno fizioterapevtsko opremo, tako da imajo pacienti zagotovljeno celovito FTH obravnavo. Fizioterapevtski oddelek v zdravstvenem domu Kranj se s svojo uspešnostjo in kakovostjo programa povsem lahko primerja z zasebnimi fizioterapijami. V dispanzerju za medicino dela sta zaposlena 2 zdravnika specialista in 2 diplomirani medicinski sestri. Največji del pregledov predstavljajo zdravstveni pregledi delavcev gorenjskih podjetij. Poleg tega opravljamo tudi preglede voznikov vseh kategorij in voznikov, pri katerih obstaja dvom glede vozniške zmožnosti, bodisi zaradi prekrška ali bolezenskega stanja, ki lahko predstavlja oviro za varno vključitev v promet. Delamo tudi preglede športnikov starejših od 12 let ter kandidatov za posest in nošenje orožja. Izdelujemo ocene tveganja za podjetja na podlagi ogledov delovnih mest. V zadnjih letih pa se intenzivno ukvarjamo tudi z biološkim monitoringom zaradi izpostavljenosti delavcev številnim kemikalijam na delovnih mestih. Zdravstveni dom Kranj ima 3 ginekološke ambulante, ki so trenutno v fazi prenove in prilagoditve sodobnejšim merilom. V njih delajo 3 ginekologinje, ki so aktivne tudi na strokovnih srečanjih, in 3 medicinske sestre. Ginekološki oddelek skrbi za vse ženske in mladostnice na območju Kranja. Trenutno je v ambulantah na razpolago en moderen ultrazvok, v kratkem bo sledil tudi nakup drugega. V Kranju bomo kot eni izmed prvih uvedli babiške preglede za nosečnice. Na ortopediji potekajo specialistični pregledi bolnikov s težavami na lokomotornem aparatu. Uspešno sodelujemo s Splošno bolnišnico Jesenice in paciente usmerjamo na operativne posege.
Okulistična ambulanta je v zdravstvenem domu Kranj prisotna že od vsega začetka. Trenutno delata 2 okulistični ambulanti, ki sta moderno opremljeni in nudita kakovostno strokovno oskrbo. Delo opravljata 2 zdravnici in 3 medicinske sestre. Okulistična ambulanta kot preventivno opravlja presejanje za sladkorne bolnike, predvsem na področju retinopatije, to je bolezni očesne mrežnice, ki nastane kot posledica delovanja povečane ravni sladkorja v krvi. Opravljamo tudi redne preglede in nudimo nujno okulistično pomoč. V razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo so obravnavani otroci z rizičnimi dejavniki, otroci z odstopi na različnih področjih razvoja oziroma otroci s posebnimi potrebami, stari od 0 do 19 let. Razvojna ambulanta zdravstvenega doma Kranj pokriva celotno Gorenjsko in zagotavlja obravnavo otrok in njihovih družin na 4 lokacijah. Zdravstveni dom Kranj, Zdravstveni dom Škofja Loka, Zdravstveni dom Radovljica in Zdravstveni dom Jesenice. Z organizacijo in načinom dela zagotavljamo celostni pristop obravnave otroka in družine, lokalno in cenovno dostopnost ter interdisciplinarnost, s čimer sledimo evropskim standardom zgodnje obravnave in zakonu o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin. Zadnji 2 leti je naša razvojna ambulanta vključena v pilotni projekt Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev, ki poteka v okviru Ministrstva za zdravje in je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Sodelovali smo pri pripravi kliničnih poti in protokolov sodelovanja med različnimi službami zgodnje obravnave ter prenašali svoje izkušnje in znanja na ostale time v Sloveniji. Seveda se pri načrtih za prihodnost še nismo ustavili. Imamo jih še veliko, tako da gremo skupaj naprej v nove poslovne izzive. Zdravstveni dom Kranj nudi visoko kakovostno raven zdravstvenih in drugih storitev, obenem pa se trudi za oskrbo in zdravljenje po sodobnih strokovnih smernicah. Prizadevamo si zadovoljiti potrebe naših bolnikov ter jih kakovostno in varno obravnavati. Pri uresničitvi zastavljenih ciljev gre zahvala vsem zaposlenim, ki s svojim prizadevnim delom skrbijo za zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev, naša vizija pa je ostati sodobna zdravstvena ustanova.